Živijo punce, evo, pa je na vrsti en make-up tutorial. Jaz sem ful vesela, ker sem pomlad prenesla na moj obraz in ker je pomlad, lahko rečemo tudi zunaj, končno malo bolj toplo, zdajle, ko jaz to snimam, si je sonček, ful sem vesela, tako da sem rekla, da te danes tudi malo še dodatno pocrklam. Na koncu videa te čaka eno presenečenje, še predtem pa bomo ustvarili torej tale make-up look, kjer prevladuje valjda zelena, zdajle bo začelo vse cveteti, roza in mečkam bele, torej pomlad sem čisto prenesla na svoj obraz. Tako da ja, mislim, da sem vse povedala, make-up je pripravljen in začnimo. Evina, lepotilnica. Puder imam že na sebi, tako da bomo mi zdajle začeli kar z ustvarjanjem učkov. Najprej bom, kje pa je, nanesla na veko korektor, tale od Max Factor, ki nam bo v bistvu služil kot neka podlaga oziroma kot eye primer. Ok, zdaj pa bom vzela tole paletko od BH Cosmetics in mislim, da se bom prvič na kameri igrala z zeleno barvo. Tole je ta četrto, taka globoka zelena barva z bleščicami, ne vem, a se bo videl na kameri. To pa bom nanesla s takim, enim takim manjšim čopičem, da bom imela v bistvu kontrolo pri nanašanju tele senčke. Zdaj pa vzemem košček selotejpa in ga nanesem tukaj na konc veke, da bo v bistvu končni pogled malo bolj tak mačji. Pa tudi tako na ta način si lahko, če si začetnica pri nanašanju teh senčk, lahko pomagaš, da ne boš šla recimo preveč čez rob in bo na koncu vse skupaj izgledalo lepše. Pomočam tale čopič spet v tole zeleno, ta je malo bolj tak košat. In grem tukaj do selotejpa, da rata čisto po domače taka špička. Zdajle bom jaz tale selotejp kar snela. Lahko vzemem beauty blender pa samo mečkam utapkam, tako da ne bo vidno, da smo imeli selotejp. In grem na tole paletko od Carli Bybel, vzemem kar tole ta prvo, tako belo, kremno belo, vaniljevo barvo in jo nanesem pod lok obrvi, da malo sčistimo ta predel. Zdaj pa gremo na tole tekočo senčko, ki se jo ful veselim uporabiti. Tale od znamke Essence Liquid Eyeshadow, imenuje pa se Story of My Eyes. Ful je lepa, v bistvu taka tekoča z bleščicami in jo bomo nanesli na center veke. Evo, samo takole na središče. Zdaj ta isti postopek, kakor smo ga izvedli na zgornji veki, ponovimo še na spodnji. Vzela bom tole predzadnjo rjavo senčko iz paletke Makeup Revolution in torej nanesem samo tlele na koncu veke. In zdaj na prvo tretjino pa tole paletko od znamke I Heart Makeup, tole belo, tako svetlikajočo belo senčko. Nanesem eyeliner, danes uporabljam kar tegale od Bourjois in sicer Ultra Black. Zdaj pa bom iz tele paletke Makeup Revolution vzela tole oranžno, tako nežno rjavo senčko in jo nanesla v pregib veke, da bom v bistvu ustvarila tak malo bolj mehek prehod. Da bo tale make-up look še ekstra glamurozen, sem se odločila, da bom nanesla umetne trepalnice. Z lepilom Duo, v bistvu že stalnica, že kar nekaj časa ga zdaj uporabljam. Kar jaz naredim, prislonim čim bolj ob veki, se pravi čim bolj ob eyelinerju trenutno. In sam takole ga oziroma jih poknem gor. In v bistvu to je vse, zdaj samo počakaš, da se tole belo lepilo posuši oziroma iz belega spremeni v prozornega in v bistvu v sekundi imamo umetne trepalnice gor. Obrobam ustnice z lip linerjem, tale je v odtenku 549p od LA Girl.
Na sredini pa jih bom obarvala z šminko od znamke Kiko, Enigma v številki 08. In smo v bistvu ustvarile tak ombre look. Še en lip gloss mi manjka, da se vse skupaj sveči, tako da bom šla zdaj čez z lip glossom, tale v številki 10, Glitter Pink. Danes uporabljam kar highlighter od Carli Bybel, kombinacija prvega in drugega highlighterja. Skoraj sem pozabila konturirati obraz, tako da bom to naredila zdaj na koncu. Vzamem paletko od znamke NYX, čopič in otoplim lička. In tudi osvetlila ga nisem, tako da zdaj tale vrstni red malo drugačen, kakor sicer. Korektor nanesem tukaj evo na predel podočnjakov. V bistvu pa ni čisto nič narobe, tudi če delamo to zdaj na koncu. Edin highlighter bom pol nanesla še enkrat in zdaj ga bom nanesla še tule pod tem, kjer smo konturirale. Za konec pa tole zeleno senčko dobro zablendam, da bo v bistvu prehod med tem pregibom veke in to zeleno senčko malo bolj tak mehak, da ne bo toliko oster. Ok, drage moje, še en make-up tutorial smo pripeljali do konca. Jaz moram reči, da je v bistvu izpadel čisto kakor sem si zamislila in mi je noro všeč, tako da grem po moje zdaj po koncu nekam na kavo, da pokažem. Če sem pa čisto iskrena, v bistvu sem imela namen danes snemati make-up look samo z izdelki Essence in Catrice. Zakaj ti to govorim? Ker se to presenečenje, katerega sem ti namigala na začetku tutoriala, nanaša na Essence in Catrice. Pripravila sem en cel paketek make-upa za tebe, za eno izmed vas. Noter so torej izdelki Catrice in Essence plus ena paletka za oblikovanje obrvi od znamke Love. Ampak ker sem si zamislila tale zelen look, potem se ni išlo. Nagradno igro sem pa želela vse narediti, ne vidim razloga zakaj ne, tako da boš vedela. Evo, kaj se skriva vse v temle, oziroma v tejle torbici, kar neki sladkorčkov. Prvo tale torbica, to dobi torej ena zmagovalka, taka prozorna, odlična recimo za naletala, kjer mora biti celotna kozmetika in ličila v eni taki prozorni torbici. Pa noter je še ena taka manjša torbica, direkt za v torbico, meni je ful ljubka in tudi tale napis Living La Vida Banana, ful zabaven. Pa tole mislim, da te bolj zanima, ker 7 stvari sem priložila. Prva stvar je tale paletka od znamke Catrice s takimi rjavimi toni. Za ustvarjanje vseh kombinacij rjava vedno pride prav. Sem pa mislila tudi, da je skoraj pomlad, jaz že govorim, da je, zdajle si je sonček, tako da ena malo bolj barvna paletka, da se boš lahko malo bolj igrala z barvami, torej rumena, roza, vijolična in bela. Pol pa noter en osvetljevalec od znamke Catrice, da boš lahko osvetljevala svoj obraz. Potem paletka za oblikovanje obrvi od znamke Love. Pol en suhi puder od znamke Essence, da se boš utapkala, da se ne bo svetla, da bo zavarovala svoj make-up. Pa še noter 2 sladkorčka, evo šminka v obliki zvezdice v vijolični barvi, sem mislila, da je pomlad in sem tudi tako odtenke izbirala. In potem še ena taka paletka, gor sicer piše, da je blush, ampak jaz mislim, da imaš lahko in za osvetljevalec in za bronzer. Tako da teh 8 produktov prejme ena izmed vas. Vse, kar moraš narediti, je, da si naročena na moj kanal in da v komentarju zapišeš mogoče ali kaj ti je v mojih videih najbolj všeč, ali mogoče kjer ti je bil najbolj všeč. Žrebam pa nagrajenko ob objavi naslednjega videa. Tako da vabljena, da sodeluješ. Jaz grem zdaj na kavico, pokazati tale pomladni make-up look. Mi pa se gledamo v naslednjem. Ne vem, a bo tutorial, a bo vlog, a bo video. Pustite presenetiti. Čau!